Živijo, fanta. Džafo, a greš prosim pogledat, če so punce že naredile saharco zame za domov? Veselje grem, David. Hvala. Andraž, zdaj, kaj šel, prosim, preveri, da ni spet na moki šparu, pa mi tole stehti. Lepo pozdravljeni. Danes sem z vami tule v pekarni Špar in imam zelo pomembno nalogo. Sicer šef pekarne mi je dovolil, da lahko upravljam delo namesto njega, dokler ga ni. Ne vem, kje trenutno je, ampak mislim, da se mi je kmalu pridružil. Zdaj pa tamle mi odložite. Tako, David, to je najbolj priljubljen, najbolj prodajen kruh v pekarni Špar. Matjaža pa jaz že dobro poznam, ampak me zanima, kdaj ste ga pa dali prvič na police? Peč smo začeli Matjaža leta 2009. 700 tisoč smo jih prodali v lanskem letu. V enem letu 700 tisoč hlebcev? Ja. Wow, to pa je številka. Zakaj pa jo imajo ljudje to radi? Velika prednost našega Matjaževega hlebca je to, da ostane dolgo časa svež. Zakaj ostane dolgo časa svež? Pripravljen je po tradicionalnem, dolgem postopku. Kaj to pomeni? To pomeni, da testo dlje časa počiva in ima čas, da razvije vse, kar mora narediti. Zanimivost kruha je tudi to, da nima dodanih nobenih aditivov in pa lahko se pohvalimo, da smo tudi zanj prejeli zlato nagrado, zlato priznanje pri Gospodarski zbornici Slovenije. Čestitke. Pa še to, to, kar si omenil, da dolgo časa oziroma dlje časa ohranja svežino, to se mi zdi, da je tudi pri meni, ko kupujem kruh, eden od poglavitnih faktorjev. Svežina je ena zelo pomembna zadeva v Špar Slovenija. Delamo na trajnosti. Svež kruh pomeni, da ga ne zavržemo, ker se ne postara, ga pojemo do konca. In to je nekaj dobrega za prihodnost, za trajnost. Ja, Matjaž, še na mnoga leta, ne? Tako. Jaz imam pa zate še en izziv. Si pripravljen? Vedno pripravljen. Pa greva. Greva. Tako, David, testo je pripravljeno. Tukaj imaš že zarezanega enega Matjaža. To je standard. Tako. Zdaj imam pa zate en izziv. Povej. Pripravljen? Ja. Pustim ti proste roke, pokaži svojo kreativo in me zanima, kako bi ti zarezal kruh. Si za? Veliko mi zaupaš in to bo potem nekdo dobil, ko bo naročil kruh. Takšno. Mogoče ga dobiš ti za domov. Držim pesti. Ok, dajva, ja. Ideja je dobra, ampak izvedba je bolj slaba. A se ti že morda svita, kaj je? Ne, povem. To je to. Super ideja. In upam, da bo tudi potem, ko pride iz pečice, tako dobro, kot sem si zamislil. Boštjan, najlepša hvala za en nov izziv. Jaz sem se veliko novega naučil in verjamem, da ste se tudi vi ob temle kratkem sprehodu in idejah iz pekarne Špar. To je to. To je to. Hvala.